Zapomnite si ljudje, tehnik letalec pa še motorist, to jače kombinacija pa ni. Evo. Pa se pa še jaz pridružil, imam pa K1200 LT. In pa, čaj zdaj, fantje. Telefoni so na flight mode. Na flight mode. Smo na flight mode. Okay. Flight mode. Preden svoj mikrofon totalno izklopim, imam feeling in ga predam Juretu za začetek, da predstavi gosta. Jure, prosim te, obnaši se, pusto, pa ne ropotej po mizi. Sam za začetek zvok hangarja. Ok, Jure je že izdal, kje smo. Za vse tiste poslušalce, ki ne gledate tega podcasta, hiter poziv, skočite na YouTube in pogledajte tole današnjo sceno. Samo to izdam, smo pod rotorjem. Jure, zdaj te pa prosim, da ti predstaviš goste. Ne sem, da smo pod rotorjem. Danes smo na Brniku s krili Slovenije, z najbolj pogumnimi krili Slovenije in rotorji Slovenije, z letalci 15. brigade slovenskega letalstva. In pa z nami je pilot Matija, tehnik letalec Damjan in pa tehnik tega stroja, ki vse o njemu ve, ki pozna njegov drop, Aleš. Fantje, dober dan, pa jaz, preden me te dva poklopta, bom čist direkt vprašal, koliko kojnov imamo zdaj klele za nami? 1800. 1800 konjev. Jaz moram še nekaj preveriti. Da vidim, če to drži. Matija, kjer avion v Slovenski vojski ti je najljubši? Bom rekel, najljubši avion v Slovenski vojski bi rekel, da mi je Zlin. Ok, očitno tista, kako si rekel Jure, tekmovalnost, rivalstvo ne drži, zaradi tega, ker smo pilote vprašali, kjer helikopter im je najljubši, sploh niso hoteli nič slišati o helikopterih. Tako je, pilot, mi smo helikopteraši. Ok. Mal tega rivalstva vse je, ja. Jaz bom sam izpostavil nekaj, ker se mi zdi zelo zanimivo, še eno provokativno, ampak ta ne bo letela na vas, ampak na našega brata, klele Jureta, zato ker Jure, ki je s piloti, prav, da so oni prva krila, pa prvi letalci, pa pridemo na helikopteraše, pa prav, da ste vi, tako da Jure bi bil ne samo dober podcaster, pa novinar, tudi izjemen politik, ampak jaz mislim, da ste obe grupe izjemni, no? Ampak se bomo danes še kaj naučili, ne, gospod politik? Gospod Ciril, če pogledaš za nami, pa jaz mislim, da bom tehnično eksakten, koliko je stroj težek, 5 ton pa pol, 6 ton? 5 ton pa pol. Vsak, ki tole spravi v zrak, je pilot. In vsak, ki tole spravi nekam čist do roba stene, tam med nebom in zemljo, je pa še heroj zraven. Tukaj vam jaz zdaj zapovedati, zdaj pa, evo Ciril. Jure vas je že predstavil poimensko. Bi bili pa zelo veseli, ne samo mi trije, tudi vsi, ki spremljajo, če zagrabite mikrofon v roko, pa poveste mogoče malo bolj podrobno, kakšna je funkcija vseh vas treh, kaj v resnici to pomeni, da si tehnik, da si pilot, čeprav si znamo predstavljati, kakšne so vaše osnovne zadolžitve, pa se mi zdi, da se bo pogovor zgodil. Pa kako kot posadka med sabo sodelujete, takrat, ko gre za res? Jaz kar začel. Se pravi, ja, kot prvo sem častnik Slovenske vojske na prvem mestu, potem pa pilot. Se pravi, upravljamo tudi dolžnosti, ki so čist pričakovane od nas v Slovenski vojski. Kar se pa samega pilotiranja tiče, pa naše delo, se pravi, samo načrtovanje, da je treba se zavedati, da helikopter je neka zadeva, ki je treba veliko vzdrževati, pomeni, da je treba pa tudi dobro planirati, kje se uporabi, kdaj se uporabi. Potem po načrtovanju sama priprava na letenje, klasično tisto, kar ljudje vejo, se pravi, vreme je treba preveriti, treba obvestila preveriti, kaj se dogaja v zraku oziroma po Sloveniji. Treba pač tudi skoordinirati z vsemi ekipami, ki sodelujejo, ker pač helikopter je delovni stroj, se pravi, ne leti razen za usposabljanje za svoj namen. Potem sama izvedba pa analiza. Vmes je pa treba tudi poskrbeti, da se usposabljamo tudi izven helikopterja, se pravi, kot sem rekel, kot
pripadniki Slovenske vojske, pa potem tudi za samo delo, kjer je dosti teoretičnega usposabljanja, da potem lahko v praksi to izvedemo oziroma dokažemo, da znamo. Kako sodelujemo, se pravi, kot posadka smo eno. Ne? Zdaj tukaj mi pravimo tako, 3 morajo biti za, da se nekaj izvede, če je 1 proti, ne. Pač mora biti neko vzajemno spoštovanje, zaupanje. Zdi se mi pa tudi zelo pomembno, da pač moramo ločiti tukaj. Je vodja posadke, ki je ultimativno odgovoren in tisti, ki odloča. Vendar, z leti se zgradi to zaupanje, ki pa je včasih ključno, da nekdo tudi na podlagi svojih izkušenj reče, ne, tole pa nekaj ni, ne. Je nevarno, je kakorkoli. In da spoštujemo to. No. A se je med letom to že kdaj zgodilo, da je nekdo rekel ne? Se je zgodilo. In tudi pač treba se zavedati, vsak je tudi v svojem stanju, ne, smo tudi ljudje, ne, imamo tudi doma zadeve, mogoče nekdo raje gre v neko nevarnost kot nekdo drug in zmerja nekdo tukaj, ki na podlagi nečesa mogoče, ki je že videl, ni vsak od nas pobral vseh izkušenj, vsak jih ima nekaj, jaz sem pa to že videl, takrat tole ni dobro in se zanašamo na to, ne, ker imamo zelo izkušene posadke. Damjan, kadam jaz v sodobnem avtu skoraj kateremukoli šaltheberu rikverc ali pri avtomatskem ali pa pri ročnem menjalniku se ponovadi zaslon pržge, 360-stopinjska kamera, vse piska, zdaj imajo kamere že na podvozju gor, ampak v helikopterju pa ni tako, ne? Ne. Ti kot tehnik letalec si ta kamera, si senzor, ki daješ pilotu med lebdenjem inpute za ESP. Ja, kaj moraš vse delati pri odprtih vratih? Ja, najprej, da pridemo do tja, je treba helikopter na 3 pregledati. Se seznaniti z nalogo, katero bomo naredili, potem pa pridemo do tega. Res je, mi, tehniki letalci, smo sposobljeni za delo na helikopterju z elektromotornim vitlom, pri nošenju tovora, pri gašenju. Skratka, vse naloge, katere delamo in jih vi dejansko vidite, smo zraven tudi mi. Smo, bi rekel, tretji par oči pilotoma. A sva lahko čisto konkretna? Naprimer, ja, Jure je naroden na poti čez Prag, se stopa iz Triglava, tam na Medvedovi skali je hotel selfie narediti. Pa še v Japankah. Pa v Japankah je in je kresno na polico pod Medvedovo skalo, dosti zaprta kotlina, zahteven prilet. A ti oceniš, koliko blizu gre helikopter, a se s pilotom dogovorita za višino vitlanja, kako to izgleda? Ja, približno tako, ja. Pokimajo jim mikrofon. Najprej priletimo do tja, seveda najprej treba oceniti situacijo, da vidimo, kje. Zdaj, glede same pozicije si pilot sam nastavi, ker pač mora imeti orientire, da on je tisti, ki drži helikopter. Jaz pa mu pač malo sugestiram, ne? Glede na to, koliko k steni, pa koliko stran bomo od stene, tu pa so ponavadi pol moje oči, pa pilotove roke. Ne? In to je pač, ko je prej naš Matija govoril o zaupanju, se ravno tu potem vidi zaupanje. Ne? Koliko on meni zaupa, pa koliko jaz njemu zaupam. Ne? Da smo tudi zgodilo se, bil Matija Glizrajen, pa še naš pilot, kapitan Belk, ko smo bili recimo zdaj mi je z glave padla. Ja, v hribih tele steni eni, ko smo tudi, recimo tam je bilo res, pa še pihalo je tako neugodno, smo bili že res skoro manj kot meter do stene. Ne? Manj kot meter, ja, glavni rot. Res je bilo napeto, ne? Se spomni Matija. Ampak to pa je potem to zaupanje, ko vidiš, ne? Zdaj pa drži in potem držimo. Ne? Matija, pa je manj kot meter, da se rotor vrti od stene, a droben dotik je absolutni rezultat. Tako bom rekel, pač na začetku kar zakrčiš, fajn zakrčiš. Kasneje pa malo manj zakrčiš. Ne? Ampak če smo prej pri senzorjih, ne? On reče, da se ne smemo več premikati recimo v desno, ker imamo na desni vitlo. Sej avto tudi zapiska. Ne? Tvoja odločitev je, bo šel še naprej. Ne? Zdaj neumno bi bil, da greš naprej. In ja, dejansko
ključen faktor, ker včasih sploh ne čutiš veter, pridete malo prestavi, pa tudi sama teža na vitlu lahko zaniha in cel helikopter zraven zaniha. Ne? In tukaj je ključno, da ta komunikacija poteka. Jaz rad rečem, da v bistvu Damjan tukaj z glasom operira s helikopterjem, ker njegova mirnost glasa, glasnost v bistvu meni daje informacijo, kako kritična je situacija. In večinoma to poteka čist mirno in če začne malo glasnejši pa malo hitrejši tempo, jaz vem, ok, zdaj smo pa tam. Ne? In v bistvu naravno sem videl pogovarjati, zdaj pa tukaj zraven, zdaj pa pazi. Ne? Tega ni treba, to oba vema. Ne? Gre se tukaj samo za ključno gole podatke, s katerimi bomo naredila nalogo varno in se vrnala v bistvu domov svojim družinam. Ne? Se pravi, barva pa intenziteta Damjanovega glasu tebi že pove več, kot meni vse kamere verjetno v avtu. Ne? Ja, v bistvu jaz sploh ne vidim ponesrečenca, ne pa lokacije. Jaz, tako je Damjan prej rekel, makrolokacija, še zmeraj mikrolokacija, postavimo helikopter in v bistvu on ga pa pol nežno tukaj noter manevrira znotraj tega prostora, ki smo si ga zbrali. To je pri vitlanju. Kar noro, ne? Damjan, tebi tudi lahko rekel pilot, ne? Ja. Še vedno znalo v avtu, Damjan ne gre v to. Nesreč ne bi bilo. Ne bi bilo nesreče. Ko smo prej glih o elektrike, ne? To je v bistvu full self-driving, ne? On v bistvu z glasom avtomatika pa dela, jaz sem pa AI. Ne? Ja, točno. Lahko jaz Alešu postavim vprašanje, oziroma sam, da mu dam besedo. Za Aleša imam tudi veliko vprašanj. No, evo, jaz bom sam predstavil Aleša, ker jaz pa Aleš sva soborca. Ne? Zdaj, tisti, ki dobro atmosferce spremljate, ga boste prepoznali, ker mi da sva bila v eni hudi borbi. Ne? Ja, tako je. Sva zategovala matico na Jet Rangerju. Je res. Da mi povej, na koga bi mogla tole matico zategniti? Tle bi se malo bolj namatrala, kot na Jet Rangerju. Tle je kar. Je pa res, da tle imaš par jakov gor, ki držijo še tisto matico, še posebej. Na Jet Rangerju imaš samo eno in to je to, teh imaš pa še 8 zraven, ki jo držijo na mesto. No, zdaj najbrž vam je vsem že jasen, kaj počne Aleš, ne, in kakšne so njegove zadolžitve. Tako da če je prej Damjan rekel, da, oziroma če sta oba rekla, da še preden poletita v zrak, morata narediti krog okrog helikopterja in preveriti, če je vse ok, je pa Aleš tisti, ki poskrbi za to, da je vse ok s helikopterjem. Ja, drži. Aleš, kaj je najbolj seksi strojni element na Belu 412? Kaj je element, ki ga ti primeš pa rečeš, mater, tu je pa kos, ki so ga nastrugali dobro. Kaj je kos iz tega helikopterja za dnevno sobo? To sem hotel reči. Za dnevno sobo, ja, krak bi jaz rekel. No? Nameščanka? Nameščanka, tako, nameščanka. Tle bi se dali kar fino vpred. Midva najprej bi ga mogla dobro spolirati. Definitivno, ja. Pa malo pobrusiti, koliko smo zadnjič. Aleš pa takle stroj, ki je za nami, ne, tista kupola pod rotorjem, ne, govorimo o dveh zelo pomembnih stvareh. Eno je menjalnik, drugo je pa transmisija oziroma prenos vrtilnega momenta na rotor. Tako, ja, tako. Je to zelo kompleksna zadeva za popravljati, za štimati, za štelati? Kaj moraš kaj narediti? Mislim, sama zgradba je ful zanimiva, veliko vzobčenja, veliko zobčenikov je notri, ki jih mi načeloma kot sami ne podiramo. No? To za nas druge firme delajo. Mi pa imamo pregled same komponente, upetja na sam helikopter, poskrbimo, da je vse tako more biti, menjavo olja, ki je v samem prenosu in pač teh delov, ki so upeti iz motorja do, bi rekel, prenosa na glavo. Ne? Kaj pa najbolj zahteven poseg, ki si ga do zdaj opravil kot tehnik v letalski brigadi? Samo bi rekel, sama menjava celega tega prenosa iz helikopterja ven pa nazaj notri. Ali pa menjava motorja na helikopterju. Koliko debela knjiga je to? Ful. Par knjig pride zraven. No. Več jih je. Tukaj je za pravnika rimsko pravo, ko študira. Ja, nekaj tako. To je za vas ta Biblija. Zdaj, Saša mi je na uho prešepno rekel, stari 10 minut govorimo, pa smo že pri menjalnikih. A lahko naročno zategnem, ne vem, kaj to pomeni, da moraš v zraku narediti, da se probaš na hitro ustaviti, ampak mene pa zanima to, danes ste, kjer ste, opravljate ta poklic, se mi zdi, da zelo zanesljivo obvladate svoj posel.
Vseeno me pa zanima, kje se je vse skupaj začel. Vas bom pol vprašal tudi, če še vidite ali pa vidite romantiko tudi v tem poklicu, glede na to, da morate biti tehnično brezhibni, pa morate gledati bolj trezno kot skozi romantične oči. A ne? Ampak vseeno, pejte po vrst, Matija, mogoče če ti začneš. Kje se je začela tvoja ljubezen do, mogoče niti ne letalstva, do mehanike? A veš, koliko zgodaj si vedel, kam te vleče, pa kako si to sprejel kot, bom rekel, ali otrok ali odrasel? Kje se je vse skupaj začel? Ja, v bistvu meni je bilo vzibelko dano. Oče je upokojen pilot Slovenske vojske. Včasih je bil na Orlu. Gremo naprej. Tako da imamo enega, ki lahko primerja, ne? Avion pa helikopter. Glede na to, kje sem pristal, jasno, kaj je povedal. Malo v šali. Ja, no, bral sem en članek, oče prišel na dopust iz Mostarja in je ravno meni pisalo tudi nadobudni mali Matija, bo verjetno pilot in bo poskušal preseči svojega očeta. Po hitrosti ga nisem upal, da ga čem drugem. Jaz mislim, da ti si je ključno, kar je bilo preomenjeno. To ni služba, to je poklic. V bistvu za mene je važno, da zjutraj vstanem in da grem z veseljem, pač sem. Ne. Pa sem bil pa v Ameriki na šolanju in mi je rekel vietnamski veteran na letališču, je rekel, nehat leteti, ker če ne boš mogel iti v službo. A je na Hueyu letu? Ne. On je pa Pilot bil, ja. bojni pilot. Ja. Čak pa še prej mi ni ušlo, ker si rekel, da je oče letel na Orlu, dvomotornemu reaktivcu. Ti ne vem, če bi imel dva motorja, ampak nisi se toliko poglabljal, jaz sem se bolj tole učil. Okay. Ne, smo bila v Srbiji, v Beogradu, smo bila v Surčinu, v muzeju, sem ga pelil, zdaj že ne 6 let nazaj in je božil tistega Orla, tam sem rekel, nekaj je pa še ostalo. Damjan, kako se je pri tebi vse skupaj začel? Pri meni se je začelo v 4. razredu. Sem že govoril, da bom pilot, vendar pol so prišla tista 90-ta, vsi vemo, kaj je bilo, ne? Sem glih pač tisti letnik, ko bi se bilo potrebno odločiti, pa iti dol v bivšo. Sem pač pristal v strojni šoli v Mariboru. No in iz tega potem malo še študentskega življenja, to pravega, ne? Pa se zaposlil v Slovenski vojski. Potem pa prišel v letalstvo. Jaz v bistvu nisem že od vsega začetka tukaj, ker pač politika je bila malo drugačna takrat, vendar z vztrajnostjo in z vsem tem in učenjem sem se pač nekako pridružil najprej njim. Sem začel kot letalski tehnik, dal vsa izobraževanja, potem pa so bile potrebe po še letalcih in sem se še tukaj našel. No. Kaj pa je bil vzvod? Mislim, ali si pogledoval nebo, ali si bil hobi? Ne, vedno mi je bilo všeč letenje. To je, ne vem, vedno. Tudi letel sem z jadralnim padalom, tako da tudi nekaj plezal, pa zdaj pa sem tukaj bolj varen, ko imam motor. Damjan, daj mi povej, kakšen je bil prvi občutek, ko si šel bom rekel, na svoj prvi, v narekovajih, bojni polet, karikiram, delovni polet. Ja. Kakšen je bil prvi občutek, ko si bil prvič samostojen, pa si odprl ta vrata, pa se pred tabo nariše, pač kar se nariše. A moram dobesedno povedati? Ja. A veš, kak je, ko imaš prvo punco, ne? Pa ko ti da prvega ljubčeka, ne? Sansko, carsko, pač zdaj sem pa tudi jaz, ne, se veš, kako to zgleda, ne. Te vtisi še zmeraj držijo? Ja, moram reči, da mi je letenje pač še vedno, ne, ker pač, ko mi enkrat več to ne bo, ne, bom rekel dovolj, ne, konec, ne. Do zdaj pa še zaenkrat moram reči, da še ni blizu. Ne, še mikrofona stran, da zdaj, ko že govorimo o tem, ko se odprejo vrata, pa lahko pa tudi naknadno vsi tri odgovorite. A imaš najljubši razgled iz helikopterja, iz Slovenije ali pa iz kot drugot? A ti je kakšna lokacija bolj pri srcu kot druga? Je to takrat, ko letiš nad domačim krajem, ali je to severna stena Triglava? A je spot, za katerega rečeš, ok, danes smo pa tukaj, kako je fajn? Ja, to v bistvu je kar več teh lokacij, ne. Doma je tako, definitivno, ne, doma neko letiš, definitivno nekako. Je pa res, da Slovenija je v bistvu lepa vse povsod, ne. Zelo je pogozdena, ne?
razgledi so fenomenalni, recimo Pokljuka, sploh proti jutru, če imamo recimo menjavo meteorologov, tam je sanjsko, ko se začne sonce dvigovati. Potem recimo Cerkniško jezero, tudi, ja. Ne vem, Prekmurje, recimo tam, Slovenija je lepa, ne, res, bilo kje si, pa ko je lepo vreme, užitek, no, res. Zdaj tudi, če letimo instrumentalno, tam imam jaz recimo manj dela, ne, da tako rečem, ne, se pilota bolj, ko smo res visoko, ne, potem vidiš še, tudi se vidi recimo dol proti reki v celi zaliv, ne, to pogledi so res, no, res sanjski, no. Zdaj, da bi pa rekel, da bi, ne vem, kaj izrecno bilo, ne, pa so hribi tuji, ne, fenomenalni. Matija, kaj pa najljubša helikopterska cesta? Je to dolina Kolpe ali je spust čez Plemenice na Trentarsko stran, kaj je najlepša helikopterska cesta za pilota, za reflekse, za hitrost razviti, za uživati? Ja, odvisno zdaj. Najboljše je v gorah, če uspešno končaš z akcijo, pa da že po nesrečen ga odložiš in nazaj grede, je bolj panoramski let, sproščen let. No. In tam iz bovške strani proti vratom, tista lepa luknja, tam je kar užitek. No. Pa pol se ti odpre severna stena, pa Triglav, pa Krederca. Ampak kot je Damjan rekel, najprej greš na Krederco in to vidiš tisti velik Triglav, pa si vesel, pa gledaš Slovenijo dol, če lepo se do Ljubljane vidi, Bled se vidi, tudi dol, če ko letiš in pol pa greš, ne vem, proti Primorski, pa letiš za obalo, pa letiš nad morjem, pa greš pol proti Dolenjski, pa greš, kako rekel, Prekmurje, Prlekija, pa nazaj čez Koroško gor, pa pol Karavanke, Kamniško, Savinjske in prideš do tega, da v bistvu, ja, Slovenija je ful lepa, ne, in pol nimaš nekega kraja in je tako rekel, bolj je tisto, pol kje si doma, ne, tam je najlepše, ne. Pač jaz sem Savinjčan, sicer zdaj na Koroškem, ampak lahko gre Savinjčan, Savinjske, ne pa Savinjska in Savinjčana, tako da. Aleš se je tam na koncu mize usedel, pa mi je prej rekel, da to zato, da ga čim manj sprašujemo, ampak ne boš ušel... Super vam gre, res. Ne boš ušel temu vprašanju, ki smo ga prej postavili, iz kje prihaja ta tvoja fascinacija nad poklicem, oziroma aj to, tle mi je pa mogoče še bolj zanimivo, aj to z tvoje strani bolj zaradi tega, ker si naklonjen tehniki ali še zmer letalstvu? Pa jaz sem tako rekel, no, jaz sem svojo kariero sicer začel v pehoti. Jaz sem bil pehodnik, tam smo dostikrat izvajali naloge z helikopterjem. In ko smo leteli, tako, no, je nekako prišla ta sama želja, kaj pa če bi jaz to, ne vem, šraufa enkrat ali pa vzdrževal. Pa sem, ne vem, nekajkrat sem šel v Cerklje, sam tako pogledat malo po hangarju noter. In potem se je nekako rodila ta želja, se prijavil na razpis in prišel od tega. Kljub temu, da si videl vse tiste debele priročnike. Ja, kako si to premagal, to me zanima. Ja, prvo mi je bilo kar malo strah. No. Jaz sem rekel, angleščina je, malo so debele bukle, ampak dobro, okej, sej gre, sej. Dobiš, bi rekel, ta občutek, dobiš znanje, dobiš, nisi sam, imaš še to druge kolege, ki ti, če določenega nekaj stavka ali pa čega ne razumeš, ti povejo, ti pomagajo, si skupaj razložimo zadevo in steče, no. Pa tudi takrat, ko sva tisti video snemala, si mi omenil, da v bistvu koliko je ne bom rekel neprecenljivo, ampak koliko so draga taka šolanja, ne? In v bistvu koliko zahtevna in draga, pa koliko je neke tujine tudi upete vmes, ne? Tudi to je bilo na nek način motivacija, da ti vojska ponudi to, ne? Ja, tudi med drugim, ja, seveda. Recimo, bi rekel, za te 412, ko imamo tle zdaj odzadje za sabo, 4 tedne Amerike, nimaš kašelj, no. Moraš priti tam, moraš angleški jezik obvladati, no, da sploh razumeš, kaj ti hoče inštruktor povedati, izpiti v angleščini, spet moraš znati angleško kar dobro, ne. Je pa tudi veliko, pomembno je tudi to, no, da si že preden greš na to šolanje, vsaj nekaj časa na materialu, da delaš na samem helikopterju. Zdaj, mi smo tle kot totalno, ne bom rekel rezervna posadka, ampak današnji dan je namenjen temu, da tole posnamemo. Ampak vem pa, da je tamle nekje od zadaj ena posadka, ki je na stand-by, ker če bi bilo karkoli zdaj treba ukrepati, bi šli v luft. Ne? A mi znate vi, mislim, seveda mi znate, ampak a mi
pokažete oziroma poveste, kako to zdaj izgleda. Recimo, dobimo zdaj klic. Pa da smo mi recimo edina zdaj posadka tle. Ugasnemo te mikrofone, kaj se zgodi? A Ciril pa Jure na tleh ostaneta zaradi teže. Ja, zdaj, da prije klic, prej se mora še nekaj zgoditi. Ne? Se pravi, mi smo tukaj v smislu takošnjih odzivnih sil, hkrati pa tudi se pravi, pokrivamo to helikoptersko nujno medicinsko pomoč, gorsko reševanje. In se pravi, najprej klic na 112, pač dotični regijski center v Sloveniji, potem gre do Centra za obveščanje Republike Slovenije, ki potem pač odvisno od intervencije, zdaj lahko je tukaj še dispečerska služba zdravstva vpeta, recimo pri gorskem reševanju gre pa samo direktno do operativnega centra poveljstva sil Slovenske vojske, ki pa potem proži nas. Ampak to zdaj vse, kar si povedal, je stvar parih minut. Tako. Okay. Dejansko to hitro dan danes. Pač, bilo je treba sistem vzpostaviti in skozi leta se je sistem spremenil, nove službe so prišle noter, ampak sistem skozi stremi k temu, da se optimizira. Sam treba se zavedati, da je treba tudi spremembe treba počasi pelavati, zakaj, ker treba tudi oceniti, da je sprememba bila dobra ali ne. No. In potem pač ta klic od tukaj naprej pa mi takoj, se pravi, helikopter je danes so vremenski pogoji taki, da je boljše, da je noter, kot pa na dežju, pa na hladnem. Pa tudi seveda, da so pogoji za letenje najprej. Ne? In pilot, ki je dežuren, oziroma pilota, ki sta dežurna, se ukvarjata s tem, da veste, kako je vreme po Sloveniji za različne lokacije, potem, ko imaš pa točno lokacijo, še pa pogledaš. Zdaj tukaj pridejo prav tudi kamere. Ne? Eno so pač vremenski podatki, pa vremenski minimumi za poletanje, potem pa samo delo na lokaciji. Tehnik pač je tisti, ki je prej omenil, da je brezhibnost helikopterja zagotovljena. Potem pa v bistvu še pride posadka, medicinski del posadke oziroma gorska reševalna, ukolikor je tak. Na hitro, ki pa je vedno tukaj prisotna. Če sem... Gorska reševalna je prisotna pri nas tule v bazi, medicinska ekipa je pa malo stran tam na General Aviation od Fraporta. In v bistvu potem se dobimo pri helikopterju še na hitro, kako rečemo, če treba, se pravi, treba kako opremo spremeniti, dodati, načeloma stran ne devamo, ne, ker boljše več, ne, kolikor lahko. In v bistvu to je to. Od tam naprej pa ko pilot dela najavo leta, kapitan se pač razmisliš vse enkrat, imamo dovolj goriva, ne, ker mi imamo pač gorivo natočeno na tako količino, kjer nam zagotavlja, da lahko delamo, da smo znotraj nekih omejitev helikopterja, pa po neki praksi, ki vemo, da je primerna količina goriva. Ne. Mi imamo zmeri za 2 ure pa pol goriva najmanj noter. Ne. Ampak tudi to včasih ni dovolj, oziroma če so kakšne daljše zadeve, je pač tudi treba to razmišljati. Ne. Imamo pa zmeri še tukaj opcijo, da nekdo prije nasproti pa nas dolije. Ne. Prej, ko smo gledali tamle obrizg na turbini, koliko pa vzame Belsi za uro letenja, tazga delovnega letenja? Zdaj v kilah bom da na hiter zračunal, drugače računamo tam nekje 600 funtov, ampak se pravi, to je v kilah tam približno 270 kg, nekaj tega vzame na uro. Ok, gremo nazaj na reševanje. Koliko hiter smo, rečemo, v severni steni, če zdaj štartamo? Če zdaj štartamo, tukaj je odvisno od prvega štarta, drugega štarta, zato ker je treba na prvem štartu treba še dodatne sisteme preveriti, ampak vseeno tam v 5 minutah, da poštartamo, pa pol do gor, recimo do tega, da začnemo, je nekje, rečemo, še 20 minut. No. V 20 minutah glih od Aljažovega doma prideš do Bistrice. Mislim, 20 minut sva midva rabila prej na obvoznici, da so mimo Neguža prišla. Ne? Damjan, ko pride klic na pomoč, kaj greš ti najprej pogledati na helikopterju? Najprej gremo krog, pa najprej moram vedeti sploh, kaj bomo delali. Bo to GRS reševanje ali bo to klasični helikopterska nujna medicinska pomoč. To je za mene najbolj pomembno, ker če je GRS reševanje, pomeni, da grejo tale nosila ven in da se naredi prostor za vitlo. Ne? In potrebovali bomo vitlo. Ne? Drugače pa standardno pregledam helikopter. Pregledanega v bistvu že tako imamo od jutra, ne? Samo greš okrog, zdaj če je helikopter zunaj, pa da je močen veter, ga zvežemo rep, pa če treba rep odvezati, pa še enkrat preveriti samo okrog. Ne? Koliko hitro pa gre vito not?
Vitlo je skozi noter nameščeno, tako da Aha, ga imamo za sabo. Gre se samo za to, da ga je treba še enkrat preveriti. Zdaj, mi ga vedno preverimo še enkrat. Čeprav je zjutraj pregleda. Ne? A zveza trep pomeni to, da ga pridrdiš v tla ali kot pri letalu, ali kaj to pomeni? Ne, zveza trep pomeni, da ga ob sam zadnji vertikalni stabilizator, samo okrog rotorja, enega kraka in ga stisne zraven, da ne opleta. Ok, dobro. Ker imajo ene take stopere, da se tisti ne zvijajo. Ker se spomnim, da takrat smo gledali, ko smo snemali v Mariboru s piloti, s transportnim letalom, s Krpanom, da mora biti letalo, da ima toliko zgona, da so take površine, tudi bočni veter lahko ga premakne ali pa mogoče še kaj hujšega. No, zato me je zanimalo, kakšni faktori so tukaj v igri. Damjan, takole, oziroma prosti, Aleš, takole, gre posadka v luft, pa si ti 2 dni nazaj menjalnik šraufon. Ali je pa Saša Matica zategnil? Pa Saša Matica zategnil. Daj pomisliš, kaj si podpisal? Ja, sigurno, ja. Sam se, ko ga že zateguješ, razmišljaš in delaš vse v to smer, da je narejeno tako, ko mora biti in da bo pilot, ko bo to vžgal, bo delalo tako, ko mora. A Matija, ti se kdaj oglasiš v hangarju, kadar so to veliki remonti, pa malo pogledaš, kaj pod prste fantom? Ampak z drugimi razlogi, no. Bolj malo zaradi firca, kako stvari grejo, pa tudi obnoviš neko znanje drobovja, ki ga ne vidiš vsak dan, ne. Ampak glih to sem hotel skočiti. Se v bistvu, pa zravno vzamemo, ne, se ni problema. Ta prvi let bo šel zravno. Vsak prvi let bo zravno. Zdaj pa stoj za svojim delom, ne. In zato je tudi mogoče malo lažje, ko grem jaz okoli, ne, ker je Damjan prej pregledal, gre zraven. Ne? Tako da, v bistvu, če bi kdo rekel, tehniki ne grejo, ne, kar ne grejo zraven, bojo boljše šarofali. Malo heco, ampak jaz mislim, da tukaj je tukaj varovalke narediti v samem sistemu. Ne. On, ko šrafa, ima tudi nekoga, ki ga nadzoruje in ta, ki ga nadzoruje, ima še podpisnika nad sabo, ki preverja dela. Ne. V bistvu, in potem pride k nam, pa v bistvu še Damjan pregleda, potem grem jaz okoli helikopterja, potem gre še vodja posadke okoli helikopterja, da prevzame helikopter na sebe. Ne. In mislim, da je tukaj toliko varovalk, in čez toliko oči gre, da res pač zminimaliziramo to nevarnost. No. Ja, ampak kljub temu, ne, zgodi se, da vojaški helikopter v miru, v povsem civilnih namenih pomoči pride na ivico obremenitve, če se lahko tako izrazim. Ne. V mislih imam naprimer tisto gašenje gigantskega požara na Krasu. Tam so bile verjetno zelo, zelo ekstremne razmere za stroj, za pilota, za posadko. Kakšen helikopter so nazaj pripeljali? Aleš? Predvsem je ful smrdelo po dimu, res, ampak res je smrdelo. Bi rekel, masti je bilo gor po prenosu skozi, da smo mogli helikopter kar spucati, pošteno pregledati, obremenitve so bile velike. Kar zanimiva izkušnja, no. A naprimer, iz tehničnega vidika oziroma obremenitve stroja, ali je težji gasiti ali lebdeti v hribih? Kaj je bolj, bom rekel, zahtevna naloga za sam helikopter? Če bi rekel, da za sam helikopter niti ni take razlike, kar se moči same tiče, ker moči so tam. Ne. V hribih so nad 90%, doskrat, pa tudi pri samem gašenju nad 90%. Je pa stvar, da ti v bistvu pri gašenju na ta helikopter do tono 100 pripenjaš pa odpenjaš vsake 3 minute. Ne. In v bistvu zaradi tega mu dosti večje cikle dela. Medtem ko v hribih je pač dodana teža je tisto ponesrečenc, ki ga damo noter. Ne. Se pravi, tukaj prihaja do velikih ciklov. Ne. Ampak se zato so pa oni pol, da to tudi pregledujejo, pa se prilagajajo servisi lahko tudi takim obremenitvam. Ne. Zdaj, kar se tiče tistega dima, ki je rekel, ne, se to je bilo tudi zanimivo vprašanje, kaj to pomeni za motorje. Ne. Ampak gor ima take rečemo temu sita, ja, ampak pač deluje po drugem čist principu, ne, ni kot sito,
kjer naj bi to šlo vse stran, ne, in naj bi to preživelo. Ne. Zakaj nas je pa zanimalo prav zaradi unega vulkana, ko je takrat ves promet bil ustavljen, kaj pa to pomeni? Ja, ampak vulkanski Sestava je malo drugačna. je malo drugačna. Ja. Ja, je pa definitivno druga stvar, kar se pri požaru tiče, vidljivost je slaba. Ne. Toplo je, vroče je, dehidracija je problem, dolgo traja. Ne. Tukaj pri GRS-ju kakorkoli vmes saj ustavljaš. Tudi če se naloga zakomplicira, pa dalj traja, lahko mi ugasnemo, pa nekaj spijemo vmes. Ne. Pri gašenju pa to kar poteka, ne, in je kar intenzivno. Je pa ena stvar, ne, ki pa na začetku, ko greš gasit, si malo bolj previden, takrat je tudi več goriva noter, ne. Potem pa pol ure kasneje pa se že zvrziraš, pa gre to bolj lahko. Ne. In isto je pri vitlanju, ta prvič greš, bom rekel, z dodatno previdnostjo k nalogi, zaradi tega, ker greš prvič na to lokacijo, preverjaš, kakšne so vremenske v smislu vetra, pa to razmere, kako se helikopter obnaša. Pol tretje, četrto prihod na isto lokacijo je pa že malo bolj sproščen, ne? Ker tudi cela posadka v bistvu pozna, kam gre. Ne? Prej si omenil, ne, pa mislim, da sem tudi nekje tu prebral ali pa gledal, ne, da so tudi piloti Canadarjev povedali, kakšen sunk je to, ko naenkrat odvržeš tako količino mase. A ti na helikopterju tu seveda čutiš, ko spustiš tiste kubike na požar? A to se dvigne kaj hitreje, ali cukne kaj, kako se to manifestira na ročici? Ja, se pravi, moči imaš za 1 tono viška tisti trenutek, ampak sploh ne občutiš, zaradi tega, ker takrat pač moč popustiš glihe enakomerno, da helikopter tam ostane. Ne. Mogoče pri avionu malo težje, ker velika količina teže ven pade, ne, in mogoče malo težje to korekturo delati, ampak tukaj vseeno ne pade vse naenkrat, ne. Se razprši in počasi odteka in lahko. Če bi pa pustil, ja, bi pa helikopter se takoj pospel. Zdaj, pred kratkim se je govoril tudi o tem, da bi država drugače uredila sistem reševanja pa nujne helikopterske pomoči mimo vojske. Ne? A je to mogoče ena taka stvar, ki bi jo vi v vašem poklicu tako čez noč začeli pogrešati, ali bi vam to pomenil neko razbremenitev pa pač fokus na neke druge naloge? Ja, v bistvu, kakor sem gledal tisti sklep, še zmeri govori, da vojska je še zmeri backup za te zadeve. Ja, definitivno bi pogrešali, ne. Pa ne toliko mogoče zaradi tega, da je to nam tisto nujno potrebno, ali pa to za nas je naloga kot naloga. Če Vlada Republike Slovenije se odločila, da bo to Slovenska vojska delala in mi smo pač v službi domovine tu in bomo delali, kar se nam reče, ne. Definitivno je dober občutek biti del nekega sistema, ne, da vračaš državljanom, tako da mogoče iz tega vidika bi bolj pogrešali. Ne. Imamo pa mi dovolj svojih nalog, ki že tako sem na začetku rekel, se je treba odločati pri helikopterju, kaj boš s helikopterjem počel, ne, ker je pač to ni zadeva, ki bi se zelo malo servisirala, ne, in tudi omejene resurse imamo v Sloveniji. Jaz mislim, da kot Slovenska vojska, mi vemo, kako bi lahko tudi uporabljali helikopter, ker bi pa se pač delež tega bi se sprostil. Ne. Smo ponosni, pač, da to počnemo in dokler se nekdo drugače odločil, pač bomo to počeli po najboljših močeh. Pa tudi glede pač barvitosti nalog je čim več različnega dela pač je fajna. Ne. Damjan, prej je Matija rekel, kako je on izoliran z vsemi zadevami, ki se dogajajo za njegovim hrbtom. Ne. Ti pa marsikaj vidiš. Marsikaj vidiš, ja. Pa zdaj, če gremo nazaj, ko si govoril o tistem prvem lupčku, ne, so pa s tem lupčkom tudi prišle kakšne tudi pretresljive zgodbe. Koliko si pustil, da so te take stvari tako, so se te dotaknile, ali pa pač ne? Na to vprašanje pa zelo težko govorim. Ja. Niti sam ne vem. Jaz v bistvu sem že prej bil gorski reševalec in sem že določene stvari tudi že videl. Ne. Vem, da prvič je bilo res, očitno sem kazal takrat res dobre znake, da je zdravnik pristopil k mene, res en ugledni zdravnik, in mi samo rekel, nega gledati v oči. Uh-huh. Zdaj pa v hribih vidiš marsikaj. Ne. Tudi to, ne, da ne veš, ali je to človek ali kaj je, ne. Na koncu vidiš samo nahrbtnik. Ne. Žal, to pač narava je taka. Ne. Kaj se pa tiče samega sebe, pa zaenkrat še nimam teh težav, no. Tako da, ne vem.
Ne znam ti odgovoriti na to vprašanje. Veš. Razumljivo. Da me na tisti krut moment, ko ti zdravnik rekel, ne glede v oči, je bil srečen konc ali... Ne, žal, takrat smo dali 2 mlada. Pač sta zaključila. No. Damjan, 2 vprašanje nazaj je Saša uporabil besedo fokus. Mene pa zanima, vemo, da tovornjakarji imajo 8 ur fure, pa morajo pa pauzo narediti. A si se že kdaj srečal, oziroma kako lahko ocenimo, koliko časa je ekipa, verjetno obstaja neka regulacija, lahko 100% fokusirana, ker pa če ni, ne sme biti v zraku. Kaj vpliva na to, da ti lahko podre fokus ali pa ti ga vzdržuje, kako fokus vzdržuješ, pa koliko je od tega odvisno tudi, ne vem, mogoče telesna kondicija, mentalna kondicija, kako to vzdrževati, pa kje so meje? Ja, predvsem je to mentalna pa telesna. Ja. Jaz, ko so bili recimo požari, ko smo se prej pogovarjali, je bilo prvi dan, naši fantje so bili na dopustih tudi, ne? In preden smo se mi lahko zorganizirali, prvi dan sem bil celi dan jaz na požaru, posadka, pilota sta se menjala, nas tehnikov je bilo pa v tistem trenutku premalo. In moram priznati, da ko smo nazaj leteli že domov v potemi, sem bil res utrujen. Vročina, potem delo, skozi govoriš, skozi si fokusiran. V bistvu, ko se gasi, si dejansko med pristajanjem pa med poletanjem praktično skozi, ne? In tu mora biti fokus. Ne? Je res, da smo se ustavili, ne vem, imeli smo goriva toliko pa toliko, da smo natankali in takrat pač spiješ, ampak na koncu že voda več ni pomagala. Ne? Dejansko si se spiral zaradi vročine. Ampak takrat, zdaj, če sem čisto odkrit, ne, so domačini ti dali neko moč, da si stisnil vse in ok, se bom drugi dan počival. Ne? In res je bilo to. Ne? Zdaj je pa res regulativa, ne? To bo bolj Matija vedel. So omejitve za posadko, sploh za pilote. Zdaj mislim, da 6 ur, to bo Matija več vedel povedati. Ampak pri nas tehnikih dejansko, ko si utrujen, pa ko rečeš, da ne moreš več, je to konec, ne moreš. Ne bo pa nihče šel čez sebe. To pa smo striktni, ker ko greš enkrat čez sebe, pomeni nevarnost. Ne? In bo dobil menjavo, ni problem. Imamo vsaki dan, imamo tudi posadko, tehnika, kateri je v pripravljenosti in če bo potreba, bo prišel delati. Kakšno je trenutno stanje v vojski? Mislim, vemo, barvitost poklicov je tlele ogromna. Kakšno je stanje z piloti, tehniki, s piloti? Vas je dovolj? Je zanimanje? Je zanimanje? Za pilota. Zanimanje je dosti. No. Ogromno je zdaj štipendiranja. Tudi tile Morsi mladi se organizira ogromno nekih eventov, da se pač mladim predstavi vojsko. Verjetno dostkrat to pač včasih je bilo naborništvo in je vsak lahko izkusil, tisto, ko je bilo dobro, je vstal. Zdaj pa mogoče ravno to problem, ker nimajo tega stika toliko. In mislim, da tukaj je kar nekaj programov, ki jih Ministrstvo za obrambo pa Generalštab Slovenske vojske pripravljajo za to, da se pridobiva. Zdaj dovolj pilotov. To je tako, pride neka hujša zadeva, kot smo imeli kras, poplave, takrat jasno nimaš dovolj, ampak ne moreš pa imeti na zalogo to vedno pripravljeno. Jaz mislim, da pač nas bi lahko bilo malo več, ampak se je pa treba tudi zavedati, da s prihodom novih plovil, kot je Spartan, pa nove helikoptere, ko se flota povečuje, treba pa tudi kadrovsko ukrepiti naše vrste. In na tem se dela. Je bilo sicer neko zatišje vmes, ampak to je generalno. Ampak pol pa, ko pogledamo po drugih poklicih, pa vidimo, da vse posod kadra manjka. Se pravi, ni to neka anomalija od nas. Želja je, da bi nas bilo pa vedno toliko, da bi lahko, vsak si želi čim več vikendov fraj, ampak pač v tem poklicu treba se zavedati, mi 365 delamo dni, delamo v vidnem delu dneva, pa vedno imamo 2 posadki po noč pripravljeni. Se pravi, je treba kar nekaj kadra. Potem pa, če še prije tukaj kakšna misija, pa kakršnakoli delo v tujini, ki ga imamo vedno tudi, je treba se zavedati, da tam tudi zgubimo po par posadk, z vsakim zrakoplovom ponovadi grejo 2 posadke, zato da lahko zadeva 24/7 laufa tudi v tujini, seveda s primernimi pavzami. Tako da to je zdaj tako, so časi, ki je večja potreba, takrat je jasno, je kadra premalo, pa so pa časi v bistvu, ko se pa malo stavi, in sploh če
če bi tako rekli, ne, danes je zelo slab dan, bi rekel, ja, vsi tukaj smo preveč. Ne. Ampak ja, ne, pa seveda pa tudi sama plovnost zrakoplovov pomeni, kakšne so obremenitve pri nas. Ne. Pač kot je prej Aleš omenil, dosti tudi se poslužujemo tega, da servisiramo v tujini, zato da čim večjo plovnost vzdržujemo, ne, ker pač krize ne moreš napovedati. Ne. Zame ste piloti največji jacki, še zmer, ampak kakšna je pa zaznava tako okolice družbe, ki ti poveš nekomu, da si pilot? Je to še zmer frajerski poklic? Ja, pa ne, no. Zakaj ja, zakaj ne? Ja, določeni so še zmeraj fascinirani, tako so z Juretom govorili, fascinirani nad temi zadevami, eni pač niso. Ne. Ampak rekel hokej foto, rekel časih denarja glih tako nismo imeli, ne. Samo spoštovanje smo pa imeli. Ne. Malo v hecu. Jaz bom tako rekel, no, ogromno ljudi si želi takega poklica, mogoče se pa ne zaveda vzadaj, kaj vse pride. Ne. Se pravi, ni tukaj samo tisto letenje, se pravi, tukaj je ogromno učenja in je že skoraj, bi rekel, na eni točki se že sprašuješ, zakaj to rabim vedeti. Pa nekje v karieri vidiš, da pa zato rabim vedeti. Ne. Je, bom rekel, neko spoštovanje, pač ker je le stroj, ne. Pa naj bo to katerikoli stroj od Slovenske vojske, ne. Je pa tudi, tako bom rekel, včasih pogled, ne, kaj nam je pa tega treba, kaj vas je treba. Ne. Ampak zmeri pride pa nek trenutek, kjer se pa pokaže, da vse to ima nek doprinos. Ne. Treba vse gledati nazaj. Helikopteri so doskrat tukaj, ampak v svojo luči, ne. Ampak treba tudi gledati recimo na naše transportne zmogljivosti, ne, odkot to izvira. Zgodba ni toliko mlada, ne, je stara zgodba. In med covidom se je pokazalo, takrat bi Slovenija imela še toliko večje zmogljivosti, da bi si sama nekaj stojine. Ne. Treba tudi za samozadostnost Slovenske vojske gledati, je pač kot partner v zavezništvu, da smo čim bolj samozadostni. Ne. Kot mala država, jasno, ne bomo imeli nekih globalnih zmogljivosti, ne. Ampak da pa sej lahko svoje sile nekam spravimo, ne. Za vse ostalo pa tudi imamo partnerje, ki nam lahko pomagajo. Se pravi, ta helikopter lahko v C-17 naložimo, ki je v papi in ga odpeljemo kamor želimo in tam delujemo. Ne. Jaz se bom tukaj vrnil za trenutek nazaj, ne. Prej si omenil spoštovanje. Ne. Dragi vsi, jaz upam, res srčno upam, čak bom mikrofon obrnil, da nagovorim gledalce, da se vsi zavedamo, kaj pomeni imeti domačega pilota, ki je med najboljšimi na svetu, vse te posadke. A so to slišali na podcastu, ko smo zdaj nekaj vam potegnili? Bom zrihtel tako, da se bo slišal. Skratka, jaz bi se vam v tem trenutku, pa ne storim tega prav pogosto, dal kapo dol, pred vsemi vami, začenši z mehanikom, tehnikom in piloti, zato ker doskrat je napladno vprašanje, zakaj država rab vojsko. Zato, da država obstaja. Država rab svoje ljudi, svoje vojake, svoje kulturnike in pa svoje državljane. In mogoče so prav hribi, ki jih imamo vsi v Sloveniji tako zelo radi, tisti pokazatelj, da vsa življenja, ki ste jih vi do zdaj rešili, pa ki jih še boste. Nekdo, ki je bog ne daj ležal nekje na milišču s polomljenimi nogami, okrvavljeno glavo, jaz mislim, da je na Slovensko vojsko od trenutka, ko je zaslišal ta rotor, pa do trenutka, ko je prišel na operacijsko mizo, pa dobil novo priliko živeti naprej normalno življenje, na Slovensko vojsko gleda čist drugače. In jaz mislim, da bi vsi mogli živeti s tem zavedanjem, vključno z naravo, ki pripravi presenečenje, tako kot je požar, poplava in tako. Tako da, fantje, ni važno, ali smo na sredini podcasta, ali smo na koncu podcasta, ali pa na začetku. Jaz vam še enkrat rečem, res hvala za vse, kar ste naredili do zdaj, pa kar še boste naredili do zdaj, kar še boste naredili za nas. In to čisto resno mislim. Ja, to ni bilo vprašanje, to je bilo enostavno. Bom jaz to pretvoril še vprašanje. Na koncu takole Jure reče zahvalo, ampak a se kdaj zgodi kakšna zahvala? Mislim, vem, da jo ne pričakujete, niti pač mogoče jo ne rabite, ampak a se kdaj zgodi kakšna zahvala, da nekdo pride k vam pa reče, rešil si mi življenje, hvala. Ja, zdaj mogoče najprej dosti se jih ne more niti zahvaliti, ne. Ja. Niso niti... Lahko, da niso živi, lahko, da niso pri zavesti. Ne. Ja, pride
Sicer bolj poredko, ne, ampak kot je Damjan prej omenil, so taki posebni trenutki, recimo Kras, ne, to, ko vidiš 3 fante, pridejo, a bo takej pil fantje, pa nam dajo sok, pa smo rekli, a imate kaj vode, ne. Prav ne, in so šli na kolo in nazaj domov prinesli pač mlačno vodo, ledeno vodo, v bistvu kar želiš, ne. Od doma so nam kavo nosili tja, govorimo o prvih dneh, kjer še ni bilo vse skupaj vzpostavljeno, ne. In to je tisto, kar ti da neko moč. Bolj poplave na Koroškem, to ne moreš opisati, no, kaj dobiš nazaj, ne rabi nekdo hvala reči, ampak z dejanji v bistvu pokažejo, ne. Je pa dostikrat pri teh reševanjih tako, no, sploh gorskih reševanjih je mogoče nekoga sram, ne, in je malo bolj zaprt v sebe, pa ne želi, pride pa pol občasno, pa pride kaka pisna zahvala, pa tako pa kak otrok se pride zahvaliti, ne, pač treba se pa zavedati, da tudi so mogoče pa inkubatorji, ne, to isti pa še ne govorijo, ne, ampak ja, ne, rekel, hvaležen smo, da smo lahko del tega sistema, ne, da res hvala tudi za povedano, ne. Ja, sej bo mogoče anekdoto povedal, tule smo enkrat bili, je prišel en vrtec, pa je rekla ena starejša gospa, je rekla, ja, včeraj je pa tako ropotalo tamle, pa ne vem, ko se rekel, gospa, jaz se opravičujem, ravno jaz pa sodelavec smo se usposabljala za nočno letenje, se rekel, zato, da bomo lahko rešvala, ne, tudi po noč, ne. Ja, pa veste, to ni bilo za zdržati, se rekel, pa dobro, pa se je to vsak dan, je rekel, ne, to ne, se rekel, sam veste, morate vi drugače gledati, ne, pač za ene je to neznosen hrup, ne, za ene je pa to v bistvu zvok življenja, ne, ker ko helikopter prije, pa si v gorah, pa sploh, če si sam ali pa da sta dva, je tisti zvok helikopterja, že marsikdo rekel, je tisto, kar ti da nazaj upanje, ne. Drugače, gospe, sporočam tudi meni osebno zvok 4-krakega rotorja 412 je eden najbolj seksi zvokov. Tisti trenutek, rezila režejo zrak pri polnih obratih. To je taka strojna arija, ki jo pač jaz bi jo lahko skozi poslušal. Sam to, gospa. So pa vkusi različni. Prednji je Jure začel svojo zahvalo, pa tudi izlivom čustev, povsem upravičeno sem hotel postaviti eno vprašanje o servisnih intervalih za Aleša, sam zdaj vidim, da smo v drugi špuri. Ne, ampak če smo pa že pri teh preizkusih pa zahvalah, me pa zanima, a znate izpostaviti najtežji preizkus, ki ste ga imeli znotraj svojega, vem, da smo veliko požarih govorili, mogoče je bilo to, ampak a je bila mogoče, a se spomnite najtežje situacije, s katero ste bili soočeni? Aleš, mogoče ti, da si bil soočen z nekim, nam rekel popravilom, ampak s situacijo, kjer si rekel, ok, ne vem, kako bomo to speljali, pa je bilo pol treba se ekstra potruditi, pa je bil potreben teamwork in za vaju enako. Kaj je bil najtežji preizkus v vaši karieri do zdaj, povezan s helikopterjem? Zanimivo vprašanje. Pri nas je skozi zanimivo, no. Zmeri bi rekel, je neka stvar, ki gre ali pa ne gre. Na način, ne vem, pa hočeš neko matico zategniti, pa noče zgrabiti na navoj in noče... Jaz te štekam, jaz vem, o čem govoriš. Zadnjič smo natikala glavo gor na Bel 206 in enostavno ni hotlo. In smo mogla politi na kavico, se pogovoriti in prebrati še enkrat. Ja, in pol nama je pač sedlo gor. Kavica je vedno rešitev. Pravijo, če ti ne gre, usedi se, preberi še enkrat in potem pade skupaj. No? Se pravi, naslednjič, ko gremo na Kredercu, če ne bo šlo, gremo dol najprej na kavo. Na kavico. Ja. Na enem domu se ostaviti na kavici, pa naprej. Pilot pa tehnik nima te priložnosti, no mi jo imamo. No? Čakaj, Aleš, pa obstaja kakšen skriti predel bela, ne? Ker če šraufno odpade, ga pa ne moreš ven dobiti. Ja, teh predelov je ogromno. Ampak se potrudimo, da skozi potegnemo šrauf ven. Nič ne sme ostati v helikopterju. Prosim. Je kakšno specialno orodje, ki se ga ne da v Bauhausu kupiti? Ne, nimamo nič takega, no. Ni, da bi bilo. Večino so kakšni magnetki, da pač matica zgrabi na magnetek, ali pa mi pravimo špijun, take kleščice, da potegnemo pol matico ali pa podložko. Kaj pa glave šraufov, kaj so tu križni, toreksi, kaj ima največ helikopter poleg zakovic? Ja, navadne vijake bi rekel, navadna matica. Ja, res je, navadne matice, ampak skoraj vsaka ima pa tisto varovalko žička. Ne? Ja, to so na vijakih, tako. Ja. Ga mora biti neobčutljiv na trslajet, kot Harley. Kaj pa vidva? Zahtevna naloga?
Dobro, vse ti si rekel, tisto reševanje, manjka meter do stene. Ne? Ja, dejansko tukaj ni, da bi eno reševanje bilo tisto. No. Tukaj je čisto odvisno, ne, meje tvojih zmogljivosti, meje zmogljivosti same mašine, ne. In ko pač priješ do tega, je zmeraj pač tak malo nelagoden občutek, ne. Zato mogoče težko dati na neki, ker ene so čisto mogoče z čustvenega vidika težke, ene so tehnično zahtevne, druge so vremensko, pa so tehnično čist preproste, ne. Najhuje, ko se to vse skupaj združi, jasno, ne. Ampak... No, pa kaj je bil ta moment, ko se ti je združilo? A so bili tu hribi, so bile poplave? Ali? Ne, hribi. To je drug svet. To je drug svet. Pač, to je svet med nebesi pa peklom. Ne? Ja, in po razgledih, in po. V bistvu se takrat z razgledi ne ukvarjaš. Takrat se bolj ukvarjaš, kje boš ven šel, če je slabo vreme. V bistvu gledaš, kje si po moči, kaj se dogaja z vetrom. Ne? Tukaj te lahko že navaden mečkan oblaček pride od zadaj, pa te prekrije. Pač ukvarjamo se z mnogo stvarmi med tem reševanjem. Pač bom rekel, ta sploh kakšna previsna reševanja, pa to, kar je treba, tukaj pride spet, pač mogoče se malo smešno čuje, ampak takrat gremo malo višje, Damjan malo več jeklenice spusti in potem ga zaniha. Ne. In takrat je treba tudi paziti, da helikopter zraven miga, ne. Reševalc ima pa teleskopsko palco, s katero se pač poskuša noter v steno spraviti in to lahko tudi traja. Ne. In to je edini način. Zdaj, če pa to res ne gre, potem pa pač reševalca višje damo ali nižje, kakorkoli pa da prepleza do tja. Ne. Ampak pač zmer se borimo, da bi to čim hitreje, se pravi, da prije čim prej do oskrbe. Ne. Ker pač mogoče smo tudi potem specifični, ker naša gorska reševalna in zdravniki gorske reševalne in reševalci letalci oskrbujejo dostikrat v steni. Ne. In zato imamo tudi vrnitev v to prvotno stanje zdravja eno verjetno najboljših na svetu. Se pravi, takoj na licu mesta, še prej ne se vinča v helikopter, on naredi že nujne stvari, kar je za narediti. Tisto, kar je nujno, pa to Damjan kaj več o tem pove, ko vidi. Ne? Jaz pač vidim po nesrečenca, ko prijemo tja, potem pa v bistvu gledam tudi po 15 minut v skalo. Ne? Pa pač na mir držim. Ne? Sem plačan, da je zadeva na mir. Se pravi, ti narediš 5-tonski štand, ki je v Wasserwagu. Ja, tako. Recimo, če samo to povem, kam je bilo tako, recimo, ko nas je tema dobila, ne? V steni, ko smo reševali v Debeli peči, 2 zaplezana. To smo ga bilo. Ja, spet ja. Recimo, tam je bilo kar zanimivo. Prvega smo še uspeli potegniti, oba dva nepoškodovana, uspeli potegniti pri svetlem, ne? Pri drugem je že bilo tema, ne? In tam je bilo recimo malo zanimivo temu reči. No. Z mobitelom svetu. Damjan, še eno vprašanje. Vsa ta rešena življenja, pa vse nam pač pove, da imamo in vrhunsko opremo in vrhunske posadke, ampak dostikrat pa recimo pri nekih nalogah sodelujete s posadkami iz tujine. Ne? A se zgodi kdaj tisti moment, da pa rečeš, jaz sem vam pa fovš za ta kos opreme ali pa za ta stroj? Kaj pa vem? Ne vem, ni se še mi zgodilo, ker mislim, da imamo mi najboljšega tega. Black Hawk se lahko skrije za njim. Ja, ta 412 ja. Je tak unimok, ne? To je delovni traktor, to gre vse posod. Veš, kak pravijo, ne? Kolada njiva. Se tudi zgleda tako. Mene je to še vedno eden najbolj seksi strojev. Pa fascinantno mi je, kako leti. Ne? Sej je teorija letenja je jasna, ampak da ti lahko preletiš, Matija, koliko je največja hitrost? 300, ne? Ne, toliko ne. 200? Pa bi bliže piloti. Ne, tam mislim, da je 265 km/h. No. 140 vozlov imamo najvišje. No, ampak kako izgleda trenutek, ko ti izbremzaš iz, bom rekel, priletne hitrosti, pa ta stroj lepo ostane na meru v zraku? Misliš screenshot? Ja. A ko ga ustaviš? Ja. Pa to ima ogromno inercije in nekaj takega, ko naložen tovornjak, pa da je malo klanca gor, pa smo bremze odpovedali. Ne. To se pravi, pri čist polni teži, govorimo tudi več kot kilometer pa pol, da se to ustavi. Ne. So bolj agresivni manevri, koliko lahko to narediš, ampak ti moraš o tem razmišljati prej. Ne. To ne moreš kar polna brzina, pa nazaj, pa se bo zadeva ustavila, ne. Ker ima neko svojo inercijo. Ne. Kaj se to sliša? Moramo ukrepati?
Ne, mi smo mirni. Okay. Prej je nekdo omenil, da pri pilotiranju helikopterja moraš uporabljati in obe nogi in obe roki. A mi pokažeš, a znaš to narediti? Pa mislim, da si ti kar dobro pokazal. Jaz imam že nekaj, kar bi pilotu helikopterja prav prišlo. Starejši piloti pravijo tako, če dvakrat gledaš, je tako, da si enkrat sam naredil. Teda ne vem, kje se otroci dobijo. Ni, Saša, ti si drugačen tišač, ti si bolj na krila. Misliš? Za helikopter. Čeprav jaz bi ga znal počesati. A se reče? Počesati. Sem pa tja vidimo na netu, tudi danes smo en tak posnetek videli, ampak se vsem. Zanima me, kakšne so omejitve, ker tisti klipi, ki jih kdaj gledaš, letala, tudi helikopteri, ko helikopter leti zares nizko nad tlemi, pa zgleda atraktivno skozi neko dolino, recimo, kaj se sme, kaj se ne sme, kakšna je tukaj zakonodaja. Vem, da helikopter seveda pač lahko letiš blizu, ampak taki joyridi odpadejo absolutno, ali mogoče ob vračanju lahko letiš bliže tlem, oziroma kako je sploh tukaj. Kakšno imaš svobodo? No? Ja, zdaj to je zelo odvisno od same naloge. Zdaj govorimo, tukaj imamo civilno zakonodajo, pa imamo vojaško zakonodajo. Pa moramo ločiti, ali letimo v Republiki Sloveniji ali letimo nekje, kjer je pač mandat in smo na misiji. Ker tam se ne leti zaradi joyrida nizko, ampak pač zaradi nevarnosti, ki pretijo helikopterje. Helikopter je počasen, pa glasen, tako da v bistvu nekdo se lahko čisto počas pripravi, pa tudi sam kavico spije, da bo lahko lepo razmislil, kako te bo. Tako da ja, drugače pa pri helikopterjih tako, v bistvu pristane lahko izven letališča. Tako da v fazi pristanka smo tudi nižji. Zdaj, kar se tiče, so pa pravila dokaj definirana. Jaz bom rekel, mi se pač držimo pravil do te mere, da pač vse je enako kot v avionu, razen kot sem omenil, ko gre za pristanek. Ko gre pa za sam pristanek, pa jasno, greš zraven neki si manotal. Ampak to so pač tisti del, ki zakonodaja sprejema zaradi samega upravljanja naloge. In potem imamo pa še take stvari, ki nam zagotavljajo to varnost, kot naprimer tukaj sta dva motorja na tem helikopterju. To da pomeni, da je zdaj močnejši, ampak je v bistvu varnejši. Ker enomotorni helikopter je ponavadi zmogljivejši. Glede koliko lahko nese na kilovat, ki ga ima. Ta je pa v bistvu bolj varen. Ne pomeni pa to, da v vsaki fazi lahko z enim motorjem lebdi. Recimo ta helikopter z enim motorjem gladko tudi leti. Matija, ti si tudi začel kariero na Jet Rangerju? V bistvu na Zlinu, ko sem prej rekel, da mi je najljubši avion. Vsi piloti začnejo na Zlinu, pa grejo pa eni na helikopterje. Tako da jaz sem pa šel na Jet Rangerja, potem pa na tega. In še do pred kratkim sem ga tudi letel. Aha, kaj pa imaš kakšno željo, si še kaj drugega naučiti leteti? Ja, to bi rekel, željo. Seveda je želja, kot je prej Damjan omenil, so neki stroji, ki jih gledaš, pa si rečeš, wow, ampak ko pa vidiš, koliko je šele pa tam servisiranja, pa drugih nekih problemov, si pa rečeš, tole je res čudovito. Pač, jasno, vsak si želi še kaj leteti. Imel sem priložnost lansko leto te helikopterje, ki jih Slovenska vojska nabavila, smo dobili tega tovarniškega pilota. In to je pa že drugo. Me že malo strah, da če me bo še sploh rabo helikoptera, bo to kar avtomatsko se delalo. Vedno te bo rabo. Kar šir to naprej, to morajo slišati. Vedno bo stroj rabo pilota. Jaz mu dam najumetna inteligenca v Jaločevem vzebniku helikopter pristane. Ali pa tam. Ali pa na unmu grebenu, ki vedno piha nad Malim Triglavom. Ja, ne bom mogel, ker tam je č noter v besedi, pa vprašaj ga, oči zmešalo. To je to, že šumniki, ne? Aleš, na koliko naletenih ur mora helikopter iti na nek, bom rekel, večji servis? Kako je servisiran in kako je z intervali? Ja, prvi interval imamo že na 25 ur, tole ga upravljajo že, bi rekel, tle na Brniku, prva stopnja, nekje do 100 ur. Mi začnemo nekje z letnim pregledom, to je 600-700 ur. Tle mi pa začnemo pač sam helikopter razstavimo, pogledamo, držimo se delovnega naloga, ki ga dobimo, ki nam ga pripravijo inženirji,
Sam vodja del se seznani s tem, kaj se bo na helikopterju dogajalo, razdeli delo med nas tehnike in potem se drži vsak svojega, bi rekel, nekega sklopa na helikopterju. Glede na to, da ti motorji, ko je treba velike servise delati, se pa pol jih pošilja v tujino, verjetno, ne? Ja, tako je. A pol velja, da je v vsakem trenutku en motor helikoptera nekje v tujini, zato da pač imate ves čas na razpolago tudi, nam rekel, svežo robo. Ja, načeloma imamo smeri tako, da motor, ki je pač namenjen v tujino, gre v tujino, eden je pa zmeri na skladiščenju, da v primeru, da karkoli prije s katerim drugim motorjem, da ga lahko zamenjamo, ne? Da je mašina spet nazaj polna. Damjan, tako ko razmišljam o tvojem delu, ne, že kad tole čelado gledam, ne, ti imaš zaprto masko, kar je jasno, ker si tudi bolj izpostavljen vsem elementom pri odprtih vratih, ampak ti imaš vitel čez tudi, ne? Mislim, kaj helikopter nekam zapet, pa Bog ne daj, da gre kaj narobe, a se kdaj pogovarjate, kako bi bilo to, če bi bilo treba klac? Ne. Mislim, smo se že pogovarjali o tem, ja, definitivno. To je ena izmed pomembnejših stvari. Hvala Bogu, še do tega nismo prišli, ne? Ampak ne vem. Ne znam ti odgovoriti. To pomeni, da pustiš človeka tam, dva. Tu me bega, kaj... Dokler sta v steno pripeta, še ni problema, ne? Problem je, ko sta pa več nista, ne? Takrat pa, jaz mislim, da ne vem, ne znam ti povedati. Da, Jure, meni malo razložiš, pa najbrž še komu, kaj si mislil s tem? Jaz si ne predstavljam te situacije. Zakaj imam jaz tudi tako spoštovanje? Jaz hribe pač sem v hribih izkušal najlepše, pa tudi, bom rekel, eno zelo grdo stvar. Sreč, nisem rabil posredovanja helikopterja, ampak vem, kako tam hitro postaneš mejhen. Zelo mejhen. In tako, ker razmišljam, bolj ker razmišljam o tem, kaj oni vse počnejo s tem strojem. Koliko so izpostavljeni nekmu tveganju, kar mogoče v enem trenutku jaz nam rekel, da se vi ne zavedate, ampak morate pa slino požrt pa reči, zdaj tukaj je, ne? Ti nisi mogel v debeli peči enega reše, drugega pa pustiti, naj bi vakera, pa naj mu zjutraj prste porežejo, če je bila zima, ne? Hočem reči, v enem momentu si ti s svojim helikopterjem prpet na neki v hribih. Ja. In zgodilo se je enkrat že v Sloveniji, ker so šle fajn stvari narobe. Vsi naj se to nikoli več nikjer ne ponovi na svetu, ne sem pri nas, ampak razmišljam, koliko mora biti posadka trdna pa močna, če se kaj takega zgodi, da sploh pride do te odločitve, ne? Ja, težko vprašanje, veš. Ja. Ne vem, ne znam ti odgovoriti. Zdaj, jaz kot tehnik, ne, pa ne samo jaz, vsi tehniki, ne, dejansko vidimo dol, kaj se dogaja, ne. Kolegu se je že zgodilo, v bistvu, da je malo smešna situacija je bila, ne. Dejansko, ker sta bila na eni polički, mu je ponesrečenec, ker ni bil, v bistvu je bil drugi soplezalec, ne, mu je šel za njegov hrbet od reševalca letalca. Hvala Bogu, da je naš tehnik to vse videl in je dejansko tole jeklenico že napel, ne, tako da ni bila fejst, kako bi rekel, odbita. Ja. In ko je dejansko oni prišel za njega, ne, za reševalca, ker reševalec pa je dejansko ukvarjal, da bo izpel in bo ta počasi šla ven, ne, da ni tega nihanja, da vel, ne, ga je dejansko njemu spodrsnil in sta padla. Reševalec je strašno normalno, ne, ni vedel, zakaj se gre. In v trenutku si imel prosti pad, ne, to smo govorili prej, kaj vse mora biti posadka pripravljena, ne. In zadnji trenutek ga je tudi naš zategnil, ne, in je pol tudi sam priznal, da je mislil, da je rezal konec, ne, ampak hvala Bogu, ni bilo potrebe, ne. Ampak on je dosti zgodaj videl, kaj se bo naredilo. Ja, dosti zgodaj je začel zategovati, tako da je v bistvu kar začel gor vleč, ne. Ja. Na kaj vse moraš biti dejansko pozoren, ne? In to, ko smo se prej pogovarjali, kaj so tisti trenutki, se ne znaš povedati dobenega trenutka, ker vsako reševanje je nekaj posebnega, vsak let je nekaj posebnega in dejansko se odvija neke stvari, ki jih moraš predvidevati naprej, ne. Matija, jaz ne bom vprašal, če te kdaj strah, ampak kako posadka, pilot, kako nadzirati strah? Ja, s treningom. Trening pa je to. V bistvu, da imaš okoli sebe čim več znanih pogojev, se pravi,
Da si sposoben v pogojih, ki je mašina na limitih dela, da si sposoben delati v slabih vremenskih pogojih in potem se lažje soočaš s tem, ne? Pa veš, da če sem to že videl, kako si odreagiral takrat, pa je bilo pravilno, ni bilo pravilno in tukaj pride ta zadnji del, ki sem prej omenil, analiza. Ne? Analiza in pa za naslednjič priprava. Danes so pa spet znani pogoji, kot se nam je takrat naredili to in pač prenašanje. Ne? Če z Damjanom ne letimo skupaj, da si tudi povemo, ne? Kaj je on doživel čez vikend recimo in da vsi ostali nekaj od tega potegnemo. Ne? Zdaj, kar se rezanja tiče, ne? Ja, taka tabu tema je, ne? Ampak zadeva je taka, da imamo od spredi piloti in on od zadaj ima možnost odrezati. Ne? Ampak tukaj govorimo res o skrajni sili. Je pa stvar, kako bo nekdo odreagiral. Ne? Spet govorimo o trening, ne? Pač lahko se tele pogovarjati, ampak zdaj je pa človeško življenje ali dva na vitlu, ali boš odrezal, ali boš upal, da bo. Ampak on najbolj vidi in je zato tudi najboljš tisti, ki lahko oceni, ok, ne vem, 2-3 metre od podna sta, če jih potegnemo za sabo, jih bomo ubili in jih odbije, pa se pač polomijo, ne? Helikopter se pa rešuje. Govorimo o primerih, ko med samim vitlanjem pride do tega, da ali en motor odpove, pride do katastrofalnih napak, kot so na repu, na povezavi iz prenosa moči. Ne? Takrat nimaš nič, takrat ne boš tam počakal. Mislim, če boš počakal malo nižje na isti lokaciji. Ne? In takrat je treba pač odreagirati. Ne? In to so stvari, za katere se pripravljamo, učimo, ne? Je pa taka stvar, ko se ne želiš veliko pogovarjati, tudi mogoče, da ne prenesemo kakih slabih znakov. Ne. Če tudi malo razživerja, nehajmo to. Zapte, niste sploh slišali. Je pa ena stvar, bi še pa povedal. Vsa letalska zakonodaja je napisana s krvjo, ne? Zelo grdo, ampak kot smo se pogovarjali, tudi črna skrinjica, ne? Na zrakoplovih je ravno s tem namenom, da se ugotovi, kaj se je zgodilo in da se lahko cel svetovni sistem v bistvu spremeni, ne? In stremi se k tej varnosti, ne k kazanju prstov, kdo je kriv, ne? Ker tudi najboljšim se naredi nekaj, kar še do takrat ni noben vedel. In namen tukaj je zmeri izobraževanje, iti naprej. Ne? In to je živa zadeva. Letalska zakonodaja je živa zadeva. Hočem, mogoče smo šli preveč v temno stran letalstva, ampak z namenom, ker so fanti res frajericari. Damjan, enkrat ti zdravnik rekel, ne glej ga v oči. Kaj pa tisti najbolj čarobni trenutki, ko se pa vrata odprejo, pa si zdravnik, pa reševalec, pa posadka data roko, pa človek pride k zavesti. Kako so pa te? Takrat pa z veseljem najbrž pogledaš v oči. Veš da, ne. Res je, ja. A se spomniš kakšnega primera? A je kdaj kdo iz transportne vreče prst dvignil pa je rekel, kako izgledajo te zmage? Jaz si predstavljam, jaz vedno tudi poklice vrednotam, pa to velja tudi za zdravnike, pa medicinske sestre, ampak če si ti v vlogi človeka, ki nisi uspešen, potem boš v službi dobil božičnico ali boš dobil konc meseca 20% večjo plačo, ampak da si v vlogi Damjana, Matije, Aleša, ki pa konc meseca reče, je bil pa težek avgust, ampak v Hribu smo pa 30 ljudi pripeljali živih. Kakšen je ta občutek? Ja, to pa je čarobno. Ja. No, to je to, zakaj potem delaš, kaj te žene naprej. Ne? In večkrat smo zmagali. Tudi to je, govorili smo o izobraževanju tako v praksi, pa del izobraževanja je tudi pogovor med vami. Ne? Ampak kaj pa teorija? Kako sploh izgleda izobraževanje? Koliko pogosto ste ga deležni? A se to zgodi pri nas v Sloveniji? Ali vi morate nekam iti pa se izobraževati drugod? Kako je s tem? Zdaj, kar se tiče nas, tehnikov letalcev. Prvo in osnovno je letalska licenca. To imamo isto izobraževanje, kot jo ima tudi Aleš, pa vzdrževanje druge stopnje. Na kar narediš, se pravi, najprej greš v šolo, pač priznano šolo, ki pač lahko izda licenco, potem je za kateri tip se boš zrakoplova šolal, to greš po proizvajalcu, zdaj Bell 412 je v Ameriki, recimo Cougar, kateri je v naši floti, je v Franciji, potem pa prideš za tehnika letalca, pa prideš v našo enoto, v 51. helikoptersko eskadriljo, kjer pa se začnejo te specifike. Ne? In se pravi, tehnik letalec
po programu se šolaš, letiš s inštruktorjem, najprej teorija, izpit, potem pa praksa. Ko končaš prakso, postaneš tehnik letalec. In ko si tehnik letalec, imaš pa še potem nadaljna tale šolanja, kjer se pa začne strelec, se pravi z mitraljezom od zadaj, potem je nošenje tovora, potem je Bambi Beckett, pa nočno letenje, MVG, potem je spuščanje po vrvi, kar se tiče teh specialcev, in pa na koncu seveda še elektromagnetna vitla. Ne. Vse to me je zanimalo, tudi predvsem ta nadaljna izobraževanja, ne? Zato ker pač najbrž se nikoli ne nehate učiti ali pa pridejo neki novi programi, pa protokoli, pa tako. Koliko časa to nekomu, ki je že izkušen, pa že ima naletenih ur, ne vem, 1000, kolikor se vseeno, koliko pogosto prihaja do nadgrajevanja? Ja, učiš se vedno, ne? To pač tak je. Ne? Zdaj, kaj se tiče sam program, zdaj mislim, da okrog 50 ur, 30-50 ur tu nekje, zdaj ne vem točno na pamet, za tehnika letalca. Potem pa, recimo, pogoj za vitlo je najmanj 300 ur odletenih, od 300? tega, ja, 300 ur odletenih kot tehnik letalec in pa 50 ur izven letaliških pristankov v Visokogorju, ker večinoma se EMV uporablja v Visokogorju. Ne? A pa pristanek v Visokogorju se šteje dotik vitla? Ne, pristanek, prav pristanek helikopterja. Prav sanke do touchdown. Ja, tako je. To ravno zaradi tega, da si domač v helikopterju. Ne? Namreč, ko pri vitlu, ne, vemo vsi, tako kot je že Matija pregovoril, tu so vplivi vse. Ne? In helikopter nikoli ni primeru. Ne? In če se nekaj zmiga, ne, te ne sme, zdaj, da boš ti začel okrog gledati, kaj se dogaja. Ne? Ti že moš tega vajen biti, ne? Da je vse ok. Hočeš kaj? Ja, Matija, dej povej, kaj je najlepša letalska prvina helikopterja? Kaj je ono, aj to na nos, da ga počešeš? Kaj je ono, ki imate piloti naraj? Aj to lebdenje? Ali? Tako sem prej rekel, jaz sem plačan, da zadevo držim na mir. In če je on tiho, ne, pa še drug pilot, kapetan, ne, tiho, pa je to, ne, ker v bistvu, da boš pohvalen, ne, moraš biti astronaut, ne, hecam se, ampak v letalstvu je tak, ne, mi se ukvarjamo s tem, kaj ni prav, zato da izboljšujemo, ne, ker standard je pač, da je prav, ne. In je mogoče malo kontrafilozofija, ampak to je tisto, no, da res je na vitlanje tam, imel sem priliko prejšnji mesec v severni steni vitlat za moje usposabljanje na desni sedež za vodjo posadke in to je pač nepopisno, no, če uspešno to narediš, pa sem dobil še en lep spominek, mi je tehnik dal za domov. To je? En kamen in to je za ne posebne lokacije. Ok. Iz posebne lokacije v steni. Rečemo temu tako. Jure že razmišlja, kje je. Zikri neki ful hudga, no, ampak razumem. Neko zapleteno mesto za pristati. Dajmo še nekaj moramo nujno obdelati. Ne? Pač 412 je vaša muza, poznate jo, zaupate ji. Ne mi ukrasti vprašanje. Si ti hotel vprašati o najlepših helikopterjih? Ja, ne, hotel sem reči, zdaj se Matija štemplja iz službe, ne. S katerimi helikopterjem bi se pa domov odpeljal, oziroma če bi si ga lahko privoščil? Stvar je ta, ne, da je pač čustveno si navezan na tisto, kar imaš ponavadi, ne. Ampak ja, Bell 206 ima resen tak poseben čar, ne. To je pač dolgo teoretično usposabljanje, ta prvo in čakaš in želiš, da se začne in pa to prvič je tako rodeo, ne. In pa riš tiste šolske kroge, pa tiste osnovne stvari in pa te sanga spustijo, ne. In si prvič samo v helikopterju in dejansko je lahek helikopter tona pa pol, ne. In je taka razlika, ker ni inštruktorja noter, da drgač stoji kot lebdi, ne. In ti tako dobro te usposobijo, no, da tudi če pojma ne bi imel, bi to odpeljal, ne. In me je bilo tako, zdaj sem pa sam, ne, kaj pa zdaj, ne. Pa kaže, je pej zdaj, ne. Pa ne pozabiti javiti, ne. In me je bilo to tako
tak res pristen helikopter je, kjer je večinoma še ti samo vse delaš. Ne? Tu so že sistemi, ki ti pomagajo, ga stabilizirajo, pa to, in že mogoče malo tiste romantike stran. Ne? In zato je mogoče tudi vsem, ki so jadralno leteli, jadralno najbolj pri srcu, ker je pa res tisto tišina, odvisen si od sebe, svojega znanja, ne tudi od vremenskih pogojev, ampak tukaj prije znanje, da veš, kaj je, kaj ne. No. In mi je toliko pri srcu bil. Nisem probal drugih, mogoče bili dosti boljši, bil sem v nekih večjih helikopterjih, ampak me niso me fascinirali. Se pravi, 206 je en avtomobilski, ena Mazda MX-5. Tako, ja, po moje, jaz tako predstavljam. Ja. Kaj pa bi vprašal, če bi se zdaj ta trenutek pred tabo pojavil Igor Sikorski, kaj bi ga vprašal ali pa kaj bi mu povedal? Ne sam klanjamo, samo lahko, ne. Pač, da priješ na to, ne, da v bistvu krilo vrtiš po zraku, ne. In ga pol kolektivno premikaš, malo ciklično premikaš, pol razmišljaš o tem, da zaradi tega pride do momentov, rabim repni rotor, pol ima repni rotor nad težiščem in hoče helikopter zasuknati, malo nagnati. Mislim, kam je to prišlo iz tiste začetne ideje, ne. To je, ja, pač eni ljudje so rojeni za to, da imajo neke ideje, ne, in doskrat je tisto, če bi prišel zelen z eno idejo, bi se mu smejal, ne, ampak evo, zdaj pa vidimo zapuščino, ne, in kam smo prišli. In jaz verjamem tudi, če pogledamo danes te drone, pa to je vse v bistvu iz njega ven prišlo, ne, to je fenomenalno. Damjan, tvoj najljubši stroj? Helikopter. Kjer? Ta, 412. Da, 412. Ja, to so ni debate. Ja. Aleš? Ja, definitivno 412. To je bil moj prvi helikopter, na katerega sem šel na šolanje. Aha. Tako da ja. Sem je res mrga, ne? Tak. Ja, mislim, ne, sej jaz bi tudi, glede na to, da smo že kar klepetamo, pa ker smo vse en podcast, ki se tako mobilnosti lot malo širše, ne, koliko pa kaj ste v avtomobilih, tako spremljate avtomobilizem? Ča. Ali vam je nujno zlo? Prevozi iz točke A v točko B. Ko na dan narediš 300 km, ne, da priješ službo. Ja. Matija? Ja, to je, malo se rekel, pač ogromno kilometrov delamo. Pa jih jaz ogromno delam, pa imamo še take, ki še za 60% več, ko jaz naredil, že krepko nad 5000 na mesec za službo. Ne. Ja, ampak ne gledam avta kot na, rekel tak, da bi se ukvarjal z nekimi detajli, kolikor bolj kot služabniki iz točke A do B me pele. Prav se bo, ko bodeš. Ne, in zdaj sem pač ravno na elektriko prešal to. A res? In moram reči, da sem izredno zadovoljen. In to je to, ne, ker bil sem 20 let na dizlih, čudovita zadeva, ne. Ampak rekel, to je to. Denarnica je malo bolj polna. No. A vidiš, koliko nisi fera, ne? Kad ti rečeš, da imaš rad pristno letenje, pa te občutke mehanike, pa to, te mi podpiramo, ti pritrjujemo temu, sam pa navijaš k temu, da greš na brezskrbno premikanje iz točke A v točko B na elektriko. Ja, ampak veš, koliko je to, ne? Pravi, ziher ne ješ mesa, ne, ker imaš elektriko. Ne. Jaz jem meso, ker tam prešparam z elektriko. Ne? Ti, ki imaš dizla, ne smeš mesa jesti. Ampak ti z vsem spoštovanjem, Matija, do tebe in tvoje ekspertize, vožnje in letenja, ne, lahko ti govoriš o elektriki, zato ker samo kerozin voziš. Ja, se da škoda, da tu naredim. Aleš, kaj pa ti? Meni je od točke A do točke B, to je pomembno. Jaz nimam veliko kilometrov do same službe. Še raj se usedem na kolo, pa se odpeljem. Bravo. In to je to. Vračam vam še pa je eno, kako ti rečeš muza doma, ne? Začne se z BMW 1200 GS. Zdaj si ga pa dubu. Zdaj pa lahko ugasnemo kamere, pa vaju pustimo tle. Zapomnite si ljudje, tehnik letalec, pa še motorist, to jače kombinacija pa ni. Evo. Pa voz motorka ima kardan, pa box motor. Res je. Pa se pa še jaz pridružil, imam pa K1200 LT. In pa, zdaj pa da vi razčistimo, ne vi zdaj klejo mikrofon igrati od točke A do B, ne. Pa elektrika pa to, ne. V bistvu ste tudi na mobilnosti strani uživači. Ali se motim? Res je. Veš, koliko je to, ne, pač hodil sem v gore, da dušo prevežeš in motor mi je tudi ena taka zadeva, priješ do križišča, levo ali desno, pa se tam odločiš, ne.
in greš pač po kruh, pa priješ čez 3 dni nazaj, se nima veze. Kaj je dobra stvar tega poklica, je ogromno smo v službi. Ampak, ko se pa dogovoriš za dopuste, pa res namer pustijo. In jaz sem tudi tak, da sem šel, rekel, na izletu neznano. Pogledaš, kje je dobro vreme, greš tja, greš v neko vaško gostilno, vprašaš, kam je treba iti in to je to, da se s pristnimi ljudmi družiš. In bil sem tudi na Krasu, sem bil nazaj, nisem povedal, da sem pilot, ampak da sem bil z gasilci gor. In to vam rekel, en tak pristen trenutek, z motorjem sem prišel tja, skupaj smo se malo podružili, počakali, ker težava, ko poveš, da si pilot, pol je tematika pogovora, je še samo to pilotiranje. In doskrat to z motorjem, tako grem med ljudi noter. In marsikaj izveš, se naučiš, pa take kotičke najdeš, ki niso nikjer napisane, ne na Googlu, ne v knjigah. Sem jaz vedel, da pri tej tvoji elektriki teči grm v zajecu grmu. Veš, kako pravijo, ne? Z motorjem se nikoli ne zgubiš, ne? Ne, nikoli. Ti izber misli za zadnjo zaključno misel. Jaz bom pa sam še fante vprašal tisto zadnje atmosfersko vprašanje. Prosim, povejte nam, kjer je bil vaš prvi avto? Začnemo kar z Alešom. Renault Clio. Renault Clio? Ja, enka. Jaz sem mlad, pa ni tako. Če enka je to, nisi tako zelo mlad. Enka je bila, ja. Dolenjska. Rdeče barve. Okay. Avto, ki je vsakmu Podgorcu odrezal svoj kos kruha. Čakal sem te, Jure. Damjan? Moj prvi avto, Ja. Renault 4 TL. Oh. S kolesarjem smo se dajala. 900 kubov. In zdaj samo še Renault 5, prosim lepo. Ne, moj prvi avto je bil pa takrat 23 let star Golf 1 na 4 brzine, 39.000 kilometrov v čudovitem stanju, ki sem ga pa les naslonil. Še zdaj ga fotor fura in mi to vsakič da meče naprej, koliko sem jaz čudovit avto uničil. Gume je imel pa gor iz leta 81 trajal. In si bo prva stvar, smo se pelala 40 na uro z cela, da smo ga domov spravljali, smo gume zamenjali. A je bil nemški ali je bil tas? Nemški. Nemški, ok. Tisto sploh niso bile več gume, ampak podaljšek trdih felten. Jure, prosim. Fantje, jaz vam želim iz vsega srca veliko poletov delovnih, pa tistih, ki se boste vrnili v bazo v Cerklje ali pa tukaj na Brnik, si dali roke, spili pivo, šli k svojim domačim in ponosno dočakali tisto, kar si vsi želimo, penzijo. In jaz verjamem, da boste vsi imeli svojim vnukom veliko zapovedati. In hvala tudi, da ste si čas vzeli za nas. Hvala, ker letite. Hvala, ker to, kar delate najprej srcem, pa pol kot častniki Slovenske vojske. Se strinjam z vsem in lahko sam še rečem hvala. 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 Dajmo pogledati, če se je kaj razpihalo tole, odpremo vrata, da vidimo, če ga lahko vsaj zalaufamo. Ajde, drugače ima brisalce, v dežju tudi leti, ne? Daš vse šalter naprej, dač malo više. Jem sam to rekel, da Jure na začetku podcasta rekel šalt Heber z rajem na konc, bi ti dal zdaj 50 sklec, tako je znarest. Poklepo se majte. Instagram. Instagram. Čau.